Dobro jutro, dragi moji. Jaz že gledam proti vam. No, danes bomo govorili o eni rastlini, sicer tudi spada med zelišča, čeprav jo pogosto jemljemo kot zelenjavo. In to je repa. Je, bom rekla, kar nekako pravijo tudi kraljica med zelenjavo. Bom rekla, kar malo zapostavljena rastlina. Najpogosteje jo pač uporabljamo fermentirano, torej kot kislo repo. Danes bomo pa povedali, zakaj je dobra in v kakšni obliki jo lahko še uživamo. Repa vsebuje zelo veliko vitamina C, bakra, vitamina B6, mangana, aminokisline. Vsebuje veliko vlaknin, zato bo pomagala predvsem pri težavah s prebavo, ublažila bo razna vnetja v našem črevesju. Za presenečenje vsebuje tudi veliko železa, zato bo pomagala tudi pri težavah s slabokrvnostjo, sploh če jo jemo kar tako surovo. Vitamini skupine B bojo pomagali predvsem za nekako normalno delovanje našega hormonskega sistema. Imeli bomo manj težav s ščitnico in pa ženske v zrelejših letih bojo imele manj težav z tem hormonskim neravnovesjem, kadar pač pridemo v tisti čas menopavze. Vitamin C, zelo veliko ga ima, vpliva predvsem na okrepitev našega imunskega sistema, zato se nekako priporoča zelo veliko uživati jo v zimskem času, ker smo takrat pač nekako veliko bolj dovzetni pa izpostavljeni raznim okužbam. Vsebuje tudi veliko kalija in prav kombinacija tega minerala in pa vlaknin je pomembna za ohranjanje zdravega srca. Kalij nekako tudi znižuje krvni tlak in zato pač uživanje repe se priporoča tudi za zmanjševanje tveganja za aterosklerozo in pa nekako srčni napad oziroma kap. Repa pa znižuje tudi previsoko raven škodljivega holesterola. Vsebuje tudi veliko kalcija in tako nekako skrbi za naše zdrave kosti, povečuje kostno gostoto, s tem pa zmanjšujemo tveganje za artritis in pa osteoporozo, torej v zrelih letih, ki sta nekako zelo pogosti težavi. Vitamin C pomaga tudi ohranjati dober vid, pomemben je pa predvsem tudi, ker nas ščiti pred UV žarki in s tem nekako zmanjšuje tveganje za nastanek teh sončnih oziroma starostnih peg. Vsebuje tudi veliko vitamina E in mangana in pa te beta-karotene. Ti pa delujejo antioksidativno. To pa zmanjšuje vpliv prostih radikalov. S tem pa pač preprečujemo razna vnetja, katere pa potem lahko privedejo do nastanka rakavih obolenj. Torej, najpogosteje jo uživamo fermentirano, torej da jo kisamo. To se pač dela v tistem času, ko je primerno za kisanje. To je pogosto tudi piše na teh setvenih koledarjih, kdaj je primerna. Drugače pa tako sami vidite, ko je dovolj velika, jo pač poberete in jo naribate in se s tem date fermentirati. Dodate ji seveda sol, zato pač nekako tudi sicer je dobro, da jo uživamo, ampak ne v prevelikih količinih, ker vsebuje fermentirano veliko soli. Drugače jo pa lahko jeste surovo, jeste pa lahko mogoče surovo tako kot redkvico. Ko je nekako tako velika kot redkvica oziroma nekako takale majhna še, jo lahko preprosto si utrgate in pojeste. Užitni so tudi listi.
Listi so sicer nekoliko bolj grenki, zato jih lahko pokuhamo. Ali pa jih tiste mlade listke kar preprosto narežemo v solato. So tako malenkost grenki, rahlo pikantni in pa zelo dobri za našo prebavo. Lahko jo kuhamo, lahko si naredimo v kombinaciji s krompirjem tudi pire iz repe, podobno kot da bi delali pire iz pastinaka. Torej, veliko je teh receptov, mogoče sem vam dala kakšno idejo za pripravo repe. Torej, repa kraljica med zelenjavo. Pa lep pozdrav!